Lepo zdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte. No, in tokrat se je na tapeti znašel AMP. No, dajmo si najprej pogledati, kaj sploh je AMP. AMP je kriptovaluta zasnovana za zagotavljanje takojšnjih in varnih plačil na decentraliziran način. Gre za kolateralni žeton, ki deluje kot varnostna zaščita pri transakcijah, s čimer omogoča, da se plačila izvršijo takoj, še preden so potrjena na blockchainu. Projekt je zgrajen na Ethereum omrežju in uporablja pametne pogodbe za zagotavljanje hitrih in zanesljivih transakcij. AMP se pogosto uporablja v povezavi s plačilnim protokolom Flexa, ki omogoča podjetjem sprejemanje kriptoplačil brez tveganja neuspešnih transakcij. No, torej, zanimiv projekt, ampak dajmo si pogledati, kako mu gre skozi našo lestvico. In smo pri ta prvi sekciji, kjer gledamo jasnost cilja projekta, vpliv na industrijo in seveda jasnost bele knjige. Zdaj oni ciljajo bolj na trgovce. Tako da ja, ciljajo na pravo industrijo. Tudi cilj projekta je kar jasen. Zdaj edino tukajle tale njihova spletna stran, moram reči, da me je malček razočarala. Nekam malo preveč enostavna je, ampak njihova bela knjiga oziroma white paper je zelo lepo posegmentirana in zelo lepo obrazložena. Zato se jo tudi splača prebrati. Oziroma, preden se kamorkoli kaj investira, je treba prebrati belo knjigo in najdeti vse možne informacije. V prvem segmentu, kot smo videli, vse štima tako, da tukaj dobijo 15 točk od vseh možnih 15. In naprej imamo drugi segment, ekipa in podpora. Zdaj na CryptoRank nisem našel informacij o ekipi, sem pa našel njihovega CEO in to je Tyler Spalding. In če pogledamo njegovo zgodovino, sicer ima kar nekaj stvari tukaj med svojimi izkušnjami, ampak ni pa opisal, kaj je delal. Čeprav glede na poklic vidimo, tukaj je bil na primer CTO, vidimo, da se je ukvarjal s tehnologijo, tako da ja, po mojem znanje tukaj vsekakor je. Potem imamo financiranje in podpora, to lahko tudi vidimo tukaj, kdo in kdaj so jih financirali in vidimo, da ja, imajo kar imena za sabo, recimo Pantera Capital, Robot Ventures, 1KX, tudi venture in ja, imeli so privatne investicije. V ta prvi so zbrali 14 milijonov in v ta drugi skoraj da 6 milijonov. Tako da ja, imajo kar znana in kar nekaj imen za sabo, tako da tudi tukaj za tole sekcijo dobijo vseh 10 točk od možnih 10. Naprej tretja sekcija, blockchain in žeton. Ali sta blockchain in žeton upravičena, ali je njihova uporaba upravičena, smo videli, da vsekakor je. Tako da tudi tukaj dobijo 10 od 10 točk. Naprej, četrta sekcija, napredek in cilji, tukaj se malček zaplete. Kot sem rekel, oni se bolj fokusirajo na trgovce in očitno tudi ne obveščajo publike, kot sem videl tukajle na neki Reddit objavi in pod komentarji, da se niti ne ukvarjajo toliko s publiko, ne obveščajo pogosto in pač tukaj, nažalost, nisem našel niti nobenega bloga, kjer bi kaj obveščali o kakšni novosti, tako da nažalost tukaj dobijo nič od vseh možnih 5
točk. Potem naprej imamo tehnično analizo, to lahko preverimo tudi tukaj na CryptoRank, če gremo pod Overview, pa malček dol imamo tukaj tale naš graf, bomo dodali mi še RSI, tako, ki je najbolj priljubljen indikator. Ja, lahko vidimo tukaj pred kratkim smo kar lepo zrasli, ampak mi moramo prebiti tole mejo na okoli 1 centu. Ta meja se mora vsekakor prebiti, če želimo videti nadaljevanje rasti. Zdaj, tukaj od spodaj pa imamo tam nekje desetinko centa. Te meje pa ne smemo izgubiti, ker če ne, lahko gremo v odkrivanje cene navzdol. Zdaj, če pogledamo še malček pobliže, imamo nekako trend navzgor, če lahko temu tako rečemo, oziroma vsaj začetek nečesa. Zdaj, morda je možna tudi tukaj bikovska divergenca, dno, nižje dno, da vidimo tukaj dno, pa nekje dno na isti višini. Ja, to bi vsekakor znalo biti, čeprav za lasek bi se morda lahko tole, recimo, da je, ja, je tam nekje na isti višini. Tako da, ja, zdaj tudi, kar se tiče volumna na menjalnicah, je tam nekje srednje vse skupaj, navajeni smo večjih volumnov, čeprav so čeprav so v bistvu na vseh znanih menjalnicah. Tako da, za 5. segment, tehnična analiza, dobijo 11 točk od vseh možnih 15. Naprej imamo 6. segment, to je sentiment. Zdaj, na Twitterju imajo tam nekje 58,000 sledilcev, potem imajo tukajle tudi Discord. Da vidimo na Discordu, tukaj imajo tam nekje 4,000 sledilcev. Zdaj, vajeni smo večjih številk, ampak tudi to so kar velike številke. Kar se tiče tipičnih vlagateljev in kdo sprejema tole, sem našel tukaj tole objavo, s katerimi vse podjetij naj bi sodelovalo. Zdaj, tukaj je vprašanje, koliko je ta objava resnična, ker se ne gre za njihovo objavo, ampak če lahko sklepamo po njej, ja, gre za kar nekaj znanih imen. Tako da tukaj za sentiment dobijo vseh 10 točk od možnih 10. In naprej imamo 7. segment, Certik, varnostno preverjanje. Tukaj se pri marsikaterem projektu zaplete in ja, očitno se bo tudi tukaj. Nimajo opravljene revizije in tudi ocena ni kaj dosti visoka, ne sodi med top 20%. Tako da v bistvu tukaj nimamo niti kaj več dosti za gledati. Od 25 možnih točk za tale segment dobi tukaj le 3 točke in skupna ocena je tako 64 od 100, kar tale projekt uvršča pod povprečno, potrebnih je več raziskav. Tako, in to je naša raziskava za AMP. Kaj si mislite o njej? Kar komentirajte spodaj, tudi če smo morda kaj izpustili. To se gre v bistvu samo za trenutno oceno. Te ocene so ponavadi v gibanju, niso zapisane v zid in zato je treba tudi situacijo neprestano spremljati. Vsekakor se priporočamo tudi za kakšen všeček. Hvala vam za pozornost. Ne se pozabite naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naslednje raziskave in se vidimo v naslednjem videu. Čau, čau.